Slovenci imamo obe izkušnje. Da smo v prelomnih trenutkih ostali razklani in da smo bili enotni, po kateri bomo krenili leta 2012. Ko teče skoraj da četrto zaporedno leto krize, ko ta ne pojenja in ko postaje vsake bolj jasno, da je sodelovanje pomembno, vsak dan pa tudi bolj jasno, da je manj verjetno. Osebno ocenjujem, da ni razlogov, da Sloveniji ne bi uspelo, če se bomo za to potrudili. Lahko uspemo samo skupaj. Če ne bomo delali skupaj, bomo vsi poraženci in bomo verjetno odgovorni za poraz celotne generacije za 20 let. Leta 90 nam je to uspelo in se zastavlja vprašanje, da bo leta 2012. Tukaj bi šlo za dogovor strank o ravnanjih, ki so potrebne za izhod iz krize. Kot rečeno, temeljne reforme, na te reforme zaveza, da ne bo bodisi vložitve ali pa podpore referendumov, da se ne bomo kregali o polpretekli zgodovini, ki slovenska čustva očitno močno deli, in da bomo ravnali ali pa dajali izjave, ki bodo krepile medsebojno zaupanje v kolektivno ravnanje slovenske politike v korist izhoda iz krize.